Hello, vsem v skupini Čarobno telo. Evo, sem rekla, da se vam danes oglasim. Zdaj imam nekaj temic tako že pripravljenih, ampak zaradi preobilice delavnic in vsega preostalega pač nimam časa, ne, oziroma sledim energiji. Takrat, ko je prava energija, pol pa grem pa naredim. Torej, danes bi z vami rada delila eno stvar, in sicer kako naš fizični pogled ustvari potem našo ali bolezen, neko bolečino v telesu. In torej ne vem pač, koliko vas ve, da sem jaz lani junija sem najela prostor tam na Lavrici, torej Hiša neskončnih možnosti, in ta prostor je super. Imamo ful čudovitih delavnic tam, ful čudovitih druženj, smeha, čudovit pogled imamo tam na Krim in na Barje. Ampak takrat, ko sem jaz to najela, mislim, da takrat isti dan, ko sem ključe prevzela ali podpisala pogodbo, ne vem čisto točno, mene prav v peti mi je začela prav tako bolečina, a ne, tako. In me ni spustila do letos, a ne, bom povedala, kaj je pravzaprav, torej uporabljala sem vsa orodja živa, a ne, kar jih imamo v Accessu, in tisti, ki ste mogoče prvič tukaj, poglejte pod zavihek, torej videi, tam imate celo vrsto videov z raznoraznimi orodji, s katerimi si lahko pomagate pri raznoraznih tegobah. No, in jaz sem vsa ta orodja uporabljala, od komu to pripada do pač izvajanja raznih telesnih procesov. Nekdo mi je tudi rekel: "Ja, to imaš oni trn, lahko imaš v peti, a ne." In bla, 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 a ne, skratka, nič se ni spremenilo. In to me je tako vsako jutro me je bolelo, pa pol, če sem recimo bila mislim, recimo, da sem imela noge tako pred televizijo, a ne, pač da imaš dvignjene noge, in pol, ko sem stala, me je spet bolelo in nič ni, dejansko nič ni pomagalo. In no, potem pa zdaj letos se mi je pa tudi začelo še to, pač s temi ukrepi pa omejevanji pa ne vem kaj, me je pa še druga noga začela, kot da bi me nekdo za nogo stiskal, kot da imam neki oklep, a ne. In sem zjutraj recimo, ko sem se vstala, prav kot da ne, tako ful težko sem hodila, a ne, tako pač nekaj časa sem rabila, da sem se razmigala, in pol je bilo v redu. In pol, mislim, to me je tako, a ne, dejansko tudi jaz sem tako zelo, imam pač neki nivo potrpežljivosti oziroma neki prag, dokler pač mi pol že ne gre to zadeva preveč na živce. In pol sem si res tako zastavila vprašanje: "Pa kaj je to, a ne?" Torej, tisti, ki pač me spremljate, veste, da to vprašanje, kaj je to, nam da zavedanje, kaj se pravzaprav dogaja, a ne. In sem videla, da sem jaz takrat, ko sem najela ta prostor, torej Hiša neskončnih možnosti, kar imamo zdaj, zavzela neki pogled, in jaz ne vem točno, kak pogled je bil, a ne, ampak tako, morate vedeti, da jaz sem prej najemala prostore po Ljubljani oziroma po različnih mestih in nekako nisem bila vezana na pač noben prostor, a ne. In očitno sem pač nekaj, ko sem najela ta prostor, ker pol sem imela že vsega poln kufer tega, selitve gor dol in ne, niso bili termini na voljo takrat, ko sem jaz želela imeti delavnice in tako naprej. In no, pol, ko sem najela, očitno sem zavzela neki pogled oziroma sem oziroma sem imela neki občutek, kot da sem se na neki način zdaj zataknila, kot da sem zdaj zataknjena s tem prostorom. In pač jaz sem tako pač, kako bi rekla, bolj tak cigan, a ne, ful potujem, sem potovala prej, no, zdaj pač te zadnja 2 leti ne glih, a ne, ampak prej pa tako skozi, a ne. In potem pa naslednja stvar, ja, je bila pa to, a ne, ker me je tudi še druga noga začela boleti, sem rekla: jaz sem s temi omejitvami, ko nas tako pač kar omejujejo nekaj, dejansko imam pogled, da sem omejena, a ne, da ne morem potovati, da ne morem iti kamorkoli želim." In ko sem jaz to ozavestila, torej da je to, dejansko imam ta pogled, je naenkrat so mi vse te bolečine v stopalih izginile. In to je bilo takole v sekundi. Takoj, ko sem ozavestila, je to izginilo. In to na ta način si večinoma skreiramo neke bolečine, neke mislim, neke bolezni, kar se pokaže pol kot bolezen. Torej morate vedeti, vedno, mislim, vedno je najprej pogled, tako da karkoli imate, dajte uporabiti pač prvo seveda, komu to pripada, pol druga orodja, ki jih imate tukaj v skupini v videih. In ja, torej, če ne bo to delovalo, potem si pa zastavite vprašanje, okej, kaj je to. In naj vas res zanima,
naj bo to res vprašanje in, potem boste ozavestili, tako kot sem jaz to ozavestila in mi je bilo tako res res fascinantno, no, še bolj fascinantno je bilo pa to, da sem to pač dejansko več kot 1 leto prenašala, a ne. Mislim, ni bilo tako glih ful hudo, a ne, ampak vsako jutro pa pač pol, ne vem, recimo zvečer, ko sem pač televizijo gledala oziroma ne, in ne, tako da mogoče ima tudi vas dosti kake, stvari, a ne, in se vprašajte, okej, kaj je to, in ko boste ma pa to mislim, še to je, a ne, dejansko vam tudi ni treba niti tako prav ozavestiti. Recimo jaz zdaj tukaj nisem čisto konkretno pogleda ozavestila, ampak samo tako, tam pri oni hiši neskončnih možnosti sem imela pogled, zdaj sem tukaj zataknjena, kao zdaj moram biti tukaj, a ne. Tukaj s ta drugo nogo pa, ful tako omejitve, vedno več nekih omejitev in se počutim tako pač, kot da se ne morem premikati, a ne. In takoj pač, ko sem to ozavestila, je to izginilo. Ni vam pa treba dejansko imeti kognitivnega spoznanja, ampak lahko rečete samo ta 4 vprašanja uporabite, mogoče kdo od vas jih, že pozna iz Bars delavnice ali pa iz temeljev. Torej, kaj je to, potem kaj naj s tem naredim, resnica, lahko to spremenim in potem, če je tukaj na to tretje vprašanje taka lahkotna energija, torej tisto, kar je lahkotno, je za vas res, to pomeni, da je to pač lahko spremenite, potem pa se vprašajte še, kako to spremenim. In ni vam treba imeti odgovora, ampak samo sledite tej energiji oziroma že sama ta, pač vprašanje, bo, spremenilo to zadevo, a ne. Torej tudi zdajle, pred kratkim sem mislim tako, ful mi je zanimivo tudi, ker, pol, ko sem se teh bolečin znebila, pol naslednje jutro sem se z bolečino v hrbtu zbudila, a ne. Tako da očitno imam jaz tudi tukaj nekaj, da moram vedno nekaj imeti s telesom, to pa zdaj, gledam, a ne, pač kak pogled imam tukaj, ampak okej, ne, in pol pa spet grem v ta 4 vprašanja, okej, kaj je to, kaj naj s tem naredim, resnica, lahko to spremenim in kako to spremenim in je izginilo oziroma čisto majčkeno je še ostalo in pol, ko sem nekaj tam posodo pomivala, a ne, in sem se še vprašala, okej, ne, pol sem pa rekla v bistvu, sem rekla: "Okej, telo, kaj je bilo potrebno, se to čisto spremeni," in naenkrat vse izginilo, a ne. Tako da ta 4 vprašanja, ki sem vam jih pravkar povedala, vam bojo dala zavedanje, a ne. Mi pa tako zelo radi pridemo do nekih zaključkov, takoj ko imamo nekaj s telesom, recimo, a ne, ko je mene začela peta boleti, mi je takoj nekdo rekel: "Ja, to imaš trn v peti." A ne, ampak dejansko ni trn v peti bil, ampak samo pač zato, ker sem neki pogled zavzela, nekaj sploh niti ne vem konkretno, kak pogled sem zavzela, je to skreiralo to bolečino v, stopalu, v peti, a ne. In takoj, ko sem to ozavestila, ko sem ta pogled opustila, ker namreč pol sem rekla: "Okej, pač dobro, zdaj, če ne morem potovati tako po svetu, lahko pa potujem na druge načine, a ne, lahko potujem kreativno, lahko potujem v globine, svoje globine." Tako da bom pač na drugačen način potovala in pol je vse tako, vse izginilo, a ne. Tako da ta 4 vprašanja vas bojo res naredila tako pač ful funkcionalne in vam bojo dala zavedanje, zato ker je velikokrat je pač to, kar se na zunaj kaže, pač ni tisto, kar mi to imenujemo. Pa eni ljudje takoj diagnozo postavijo in pol, če vi zaključite, kaj je to, oziroma če takoj diagnozo glede nečesa postavite v vaše zavedanje, ne more priti nič drugega kot to, kar ste že zaključili, kakršno diagnozo ste že postavili, lahko je pa čisto nekaj drugega, lahko se gre čisto za nekaj drugega, a ne. Na primer, jaz zdaj, če bi šla lani v zaključek: "Ja, to imam trn v peti," bi lahko se šla zdravit, ne vem, pač ne vem, kako se pač že to zdravi, a ne, glede na to, da mi pač tu niso pomagali niti procesi, niti vprašanja, niti nič, pač bi lahko poiskala še kako drugo pomoč, ampak dejansko ni šlo za to, a ne, je bilo nekaj drugega. In to sem videla, da to sem se že kar dolgo nazaj naučila, da če ne vem, če ne gre, če pač razrešujem neko stvar, pa kar se ne spremeni, pol kaj je to, a ne. Da ne zaključek, ne odgovor, ampak kaj je to. In, še mislim tukaj pač, ja, no, recimo glede na to pač naslov današnjega videa je, kako pogled, ki ga zavzamete, ustvari fizično bolečino, bolezen, a ne. Torej, na primer ljudje, ki imajo raka, a ne, oni pač imajo neki pogled, da želijo oditi stran od nečesa, a ne. Zato jih vprašamo, od česa želiš oditi stran, a ne. In, potem eni ozavestijo in pol spremenijo svoj pogled, eni pač tudi ne. Pol recimo ene, ko boli srce, a ne, pol rečejo: "Ja, mi je strlo srce," nekdo pač reče za nekoga: "Mi je strlo srce," ali pa ne vem, nekaj v tem smislu. In pol se to prikaže na, fizičnem nivoju, a ne. Če ima nekdo bolečine v srcu,
rečemo, kaj kdo ti je pač strl srce oziroma kdo ti povzroča te bolečine v srcu in veliko ljudi takoj pač pove ta oseba, a ne, in pol pač na ta s facilitacijo pol gremo prek tega. No, in pač ena stvar, pač ker imamo tudi jutri, to spletni Zoom, torej oziroma enkratni Zoom, alergija ali kaj drugega, ali torej je to alergija ali kaj drugega, bi vas tudi povabila, a ne, dejansko na ta Zoom, da se nam pridružite, če imate kakršnekoli alergije, da dejansko pogledate, ker velikokrat ne gre za alergijo, ampak gre za nekaj popolnoma drugega in bomo to vse jutri naslovili na tem, Zoomu. Dobili boste orodja, procese, s katerimi se to lahko spremeni. Dobesedno se lahko v trenutku spremeni. Zdaj imamo tudi tole, zdaj zaključujemo s temi, srečanji, kako postati denar in ena od udeleženk tako pač je zastavila neko vprašanje, ne, pač je mislim tako, je imela čisto tako, pač je rekla: "Imam alergijo," je imela tako čisto rdeče učke, pa jo nisem glede tega facilitirala, ampak čisto neko drugo zadevo, kar je spraševala, in med samo to facilitacijo je njej dobesedno pol tega, kar je imela, je že izginilo, a ne, in to ni alergija, to je bilo nekaj drugega, a ne, in zato, pač, bomo jutri naslovili različne aspekte tega, kaj dejansko se lahko dogaja, ker namreč tudi, če delujete iz neke laži, recimo, če delujete iz laži, da je nekaj alergija in se zadeva nič ne spremeni, pa jeste tablete ali pa ne vem kaj, se izogibate neki hrani, pa še vedno isto, ali pa ne vem, nekim snovem recimo, pa še vedno isto. To pomeni, da tukaj ne gre za to zadevo, ampak gre za nekaj drugega. In če imate kake take stvari, dajte priti jutri na ta Zoom, bom tukaj pod tem videom objavila, povezavo, kjer se lahko pač si preberete več in se prijavite, in pridite s tem vprašanjem in bomo to naslovili in se lahko že med samim srečanjem to spremeni. Okej? Tako da vedite, da večino teh vaših tegob, večino stvari s telesom ustvarja vaš pogled. Najprej vaš pogled. No, mogoče je tako zanimivo, a ne, torej včasih smo imeli tudi, vem, pač tako pred leti smo tako, recimo jaz sem rekla: "Ja, saj enkrat na leto imam gripo," a ne, in kaj sem si skreirala? Saj enkrat na leto sem imela gripo, dokler tega pogleda pol nisem opustila, a ne, to je bilo še pred abscesom, a ne. In pol pač nikoli nimam več gripe, niti kaj pač tako pač drugih stvari. Tako da poglejte, kakšne poglede imate, torej vse, kar vam ne dopušča, da bi dejansko bili prisotni s temi svojimi pogledi in tudi, ozavestili to, kar razmišljate, kakšne poglede zavzemate, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, Kragoziljon. Right the wrong, uite, merg pol un po' con lei shorts, boys and beyonds. In, ja, če boste to bolj zavestni, ko boste, lažje bo to, a ne, lažje boste tudi ujeli te poglede oziroma jih pač ozavestili pa pol, spustili. Tako da, ja, no, to bi bilo to za danes. Ni nobenega komentarčka, vsaj jaz jih ne vidim, no, oziroma če bo pa kaj, pa bom pol naslovila. Okej, lepo se imejte pa, vabljeni jutri ob 10. uri imamo ta Zoom. Čao, čao.